Danes v Pomurskem dnevniku. Največji zaseg droge v Sloveniji. Evropski teden zmanjševanja odpadkov. Policisti poostreno nadvinjene voznike. Konec z ekološkimi otoki. Vreme, jutri bo občasno deževalo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Predstavniki slovenske policije, finančne uprave in madžarske policije so predstavili odkritje večje količine prepovedane droge in zaključke kriminalistične preiskave organizirane mednarodne kriminalne združbe. Uslužbenci finančne uprave Republike Slovenije so v sodelovanju s policijo v pristanišču Luke Koper oktobra odkrili kontejner, v katerem je bila ogromna količina heroina. Zaseg 730 kg heroina v Luki Koper predstavlja največji zaseg v Sloveniji v zadnjih 20 letih. Glede na trenutne cene heroina na črnem trgu lahko ocenjujemo, da bi kriminalna združba v primeru prodaje tega heroina lahko zaslužila med 10 in tudi več kot 80 milijonov evrov. Po pridobljenih dodatnih listinah je bilo ugotovljeno, da je pošiljka dejansko prispela iz Irana, prejemnik pa je podjetje iz Madžarske. Po prvotnih listinah, ki smo jih prejeli v tej prvi fazi, je bilo razbrati, da naj bi bil tovor prihajal iz Združenih arabskih emiratov preko Egipta v Koper. Skratka, v Egiptu naj bi se ta zabojnik prekrcal na drugo ladjo in potem nadaljeval pot v Koper. Ko smo pridobili pa dodatno dokumentacijo, ki je bila izvorna, smo ugotovili dejansko, da je bil zabojnik odpremljen iz Irana. To pomeni, da je dejansko, to je bil že prvi indikator, da smo se odločili brez razmisleka, da gremo v nadaljnjo preiskavo. Jurič je ob tem opisal, kako točno so se lotili te akcije. To v praksi izgleda tako, da približno med 40 in 50 oboroženih slovenskih policistov na prikrit način spremlja kontejner oziroma tovor. V konkretnem primeru je voznik tovornjaka celo 9 ur počival na ozemlju Republike Slovenije, kar nam je predstavljalo izreden kadrovski zalogaj, saj smo v vmesnem času morali zamenjevati veliko število uslužbencev policije. Po eni strani gre za tako imenovane osebe, ki so zadolžene, policisti, ki so zadolžene za sledenje kontejnerjev, po drugi strani pa je bilo ves ta čas nahajanja na ozemlju Republike Slovenije v pripravljenosti večje število policistov za interveniranje v primeru poskusa odprtja kontejnera in odstranitve heroina, ki se v njem nahaja. Slovenskih osumljencev ni vse osebe sodelovale z območja Madžarske. Zasežen heroin ima 70% čistost. Heroin zasežen je čist oziroma je nekako 70% čist. Cestni heroin, ki se danes prodaja na ulicah Slovenije, pa je nekako čistost med 10 in 12%. Torej iz vsakega kilograma heroina, ki smo ga zasegli, bi bilo možno pridelati 6 kilogramov. Že lani so v Luki Koper na podoben način odkrili pošiljko iz Irana, v kateri se je skrivalo 300 kg heroina. Ob tem velja omeniti, da je droga do Madžarske potovala tudi preko Pomurja. Pred nami je Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki se mu tudi letos pridružujejo v podjetju Saubermacher Kommunala. Kaj pripravljajo letos, pa v nadaljevanju. Povejva za začetek, kaj je nekako namen tega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov? Torej, navkljub aktivnostim, ki potekajo v Sloveniji, v Evropski uniji, skupna količina komunalnih odpadkov in ostalih odpadkov narašča. Zatorej je dejansko toliko bolj pomemben namen tega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, da na nek način poskušamo v državah, kjer ta akcija poteka, plasirati idejo, kako zmanjšati količine odpadkov in na ta način dejansko vplivati na bolj zdravo okolje, v katerem živimo. Na kakšen način bo nekako vaše podjetje sodelovalo v tej akciji? Torej, podjetje Saubermacher Kommunala Murska Sobota vsako leto aktivno sodeluje v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov. Te aktivnosti smo predvsem peljali v sodelovanju z srednjimi šolami. Letos smo se odločili, da nekako sledimo napotkom Zbornice komunalnega gospodarstva, ki skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor v Sloveniji pelje te aktivnosti v okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov in da na nek način poskušamo preko družbenih omrežij, ki so danes množična, čedalje bolj v uporabi,
plasirati informacije o tem, kako preprečevati, da odpadki ne bi nastali in da če že nastane, kako jih zmanjševati. Se pravi, na neki način boste na ta način ozaveščali prebivalstvo. Vsekakor, to je osnovna dejavnost, ki jo izvajamo in potem poskušamo tudi preko teh kanalov vplivati na to, da bi količina odpadkov, ki nastane, bila čim manjša. Ste morda skozi ta zadnja leta, ko poteka akcija, opazili kakšne spremembe pri ljudeh, pri njihovem načinu dojemanja te problematike? Težko bi rekli, da so rezultati boljši samo zaradi te akcije. Dejstvo je, da naše podjetje izvaja razne osveščevalne aktivnosti skozi celo leto, skozi vsa ta leta in z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da nivo osveščenosti prebivalstva narašča in verjamem, da se bo ta trend nadaljeval tudi v bodoče, seveda zahvaljujoč tudi temu, da govorimo sedaj o Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov in da nam pri tem pomagate tudi vi. Policisti Policijske uprave Murska Sobota so v času od 4. do 10. novembra izvajali poostrene aktivnosti v cestnem prometu s poudarkom nad psihofizičnim stanjem voznikov. V času akcije je bilo odrejenih 792 preizkusov alkoholiziranosti. Pri 18 voznikih je bilo ugotovljeno, da vozijo pod vplivom alkohola in sicer pri 12 je bila koncentracija alkohola v organizmu do 1,1 promil, pri 354 pa nad 1,1 promil. V sklopu akcije je bil v noči z 9. na 10. november izveden tudi obsežen poostren nadzor, kjer so policisti preverili psihofizično stanje pri 252 voznikih. Od tega je bila pri 6 voznikih koncentracija alkohola višja, kot je po zakonu dovoljeno. Do konca oktobra so pomurski policisti sicer odredili 25.877 preizkusov alkoholiziranosti, od katerih je bilo 842 pozitivnih. Pri 488 udeležencih v cestnem prometu je bila ugotovljena koncentracija alkohola do 1,1 promil, pri 354 pa nad 1,1 promil. Policisti voznikom sicer svetujejo, da naj ne vozijo pod vplivom alkohola. Če bodo uživali alkoholne pijače, naj se ne odločijo za vožnjo v cestnem prometu. Vozilo naj vozi oseba, ki ni uživala alkoholnih pijač ali pa se odločijo za uporabo javnih prevoznih sredstev. Udeležence cestnega prometa opozarjajo, da naj upoštevajo tudi druga cestno-prometna pravila, še zlasti pravila o hitrosti, prehitevanju, prednosti, varnostni razdalji, uporabi varnostnih pasov in mobilnih telefonov. V vasi Melinci so bili še do nedavnega nameščeni ekološki otoki, ki pa so jih sedaj zaradi nastale umazanije morali odstraniti. Na Melincih je bilo postavljenih več ekoloških otokov, v katere so občani krajevne skupnosti Melinci odlagali različne odpadke. Na vsakem ekološkem otoku so bili nameščeni posebni plastični zabojniki, ki pa v zadnjem obdobju niso služili svojemu namenu. Občani so namreč na otoke odlagali najrazličnejše odpadke, ki tja niso spadali, nekateri so celo različne odpadke puščali ob zabojnikih in tako kvarili videz in urejenost samega kraja. Ekološki otoki so dejansko postali divje odlagališče, ki je vodstvu krajevne skupnosti Melinci povzročalo precej slabe volje. Nad tovrstnim nekulturnim početjem pa so bili nejevoljni tudi krajani v bližini teh otokov. Svet krajevne skupnosti Melinci je tako bil prisiljen sprejeti sklep o odstranitvi zabojnikov za zbiranje odpadkov v vasi Melinci. Odstranili so se vsi ekološki otoki, opravljen je bil odvoz odpadkov in tudi odstranitev vseh zabojnikov. Ta je bila usklajena z medobčinsko inšpektorico Beltinške občine, ki med drugim skrbi tudi za področje varovanja okolja. Občina Beltinci ima urejen zbirni center v Beltincih, ki se nahaja ob čistilni napravi. Tja lahko občani pripeljejo vse odpadke, zdaj bodo morali tja voziti odpadke tudi krajani Melincev. Neznanci so v Kuzmi vlomili v trgovino in ukradli za 30.000 evrov različnih stvari. Včeraj zvečer so bili policisti obveščeni o vlomu v obmejno trgovino Kompašop v naselju Kuzma. Iz notranjosti so bili odtujeni parfumi višjega cenovnega razreda, ročne ure, zlatnina in cigareti. Po nestrokovni oceni je nastalo za okrog 30.000 evrov škode. Policisti za neznanimi storilci zbirajo obvestila in pozivajo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije, da to sporočijo na telefonsko številko 113 na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 12 00. Na Sobota Info poročajo o tem, kdo so najbogatejši Pomurci. Kakšna je njihova vrednost, preverite na sobotainfo.com, mi pa si pogledajmo še kratke novice. . 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
Jutri bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji občasno deževalo, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno in večinoma suho. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 13 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 4, v Radencih in Murski Soboti 6, v Lendavi pa 8 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji občasno deževalo, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno in večinoma suho. Ob morju bo pihal zmeren, občasno okrepljen jugo, ponekod drugod jugovzhodni veter. Zvečer se bodo padavine okrepile in v noči na soboto zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 4 do 5, dnevne pa okoli 13 stopinj Celzija. V soboto zjutraj bodo padavine oslabele in marsikje prehodno ponehale, popoldne pa bo znova pričelo deževati. V nedeljo bo oblačno z občasnim dežjem, ki bo zvečer ponehal. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 7 do 10, dnevne pa od 12 do 16 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.